Lepo pozdravljamo vse, ki ste se odločili za udeležbo na današnji konferenci, ki je posvečena medsebojnem sodelovanju med Rusko federacijo in Slovenijo. Zahvaljujem se vsem, ki ste si vzeli čas. Zahvaljujemo se tudi obema veleposlanikoma, tako gospodu Rakovcu, veleposlaniku Slovenije, kot gospodu Timurju Evazovu, ruskemu veleposlaniku, da ste se pridružili današnji konferenci, današnjemu dogodku. Zelo lepo se zahvaljujem tudi Mihailu Fedorovu, predstavniku z Ministrstva za gospodarstvo, ki že tradicionalno podpira naše konference. Že ni prvi mesec, ko bo on sedaj na spletu razlagal o vseh mogočih možnostih za sodelovanje v tej spletni obliki. Poskušamo še naprej razvijati vse smeri, v katerih se lahko razvijamo naprej, ne glede na ekstremno pandemijo. Kljub tej situaciji mi želimo širiti sodelovanje. Razumemo, da so sicer te stiki slabši in ne tako intenzivni. Seveda, glede na vse dogajanje, smo tudi mi prešli na digitalne tehnologije in na komunikacijo prek spleta. Močno računam, da človeški pogovor, razumevanje medsebojnih, tudi duhovnih vrednot, medsebojnih ciljev, namere za poslovno sodelovanje, medsebojna podpora našemu gospodarstvu bo pomagalo, da bomo ne glede na vse sprejemali nove odločitve. Zahvaljujem se vsem kolegom, ne bom sedaj vseh našteval, ki ste se odločili, da danes sodelujete, tako z ruske kot slovenske strani. Kolege vse pozivam, da zastavljate svoje vprašanja, nekatero vprašanje bom tudi sam predstavil govorcem. Takoj bom povedal, da naš program omogoča zastavljanje vprašanj obema veleposlanikom se za vprašanje zastavi takoj po njunih nastopov, kajti imate precej zaseden urnik. Nato pa bodo v nadaljevanju, bosta veleposlanika odšla, vendar bodo namesto njiju predstavniki veleposlaništev, ki bodo prav tako na voljo. Jaz sem podpredsednik Moskovske gospodarske zbornice za podpiranje mednarodne in medregijske dejavnosti. Danes bom jaz moderiral naše današnje srečanje, našo konferenco. Z veseljem predajam besedo veleposlaniku Republike Slovenije v Ruski federaciji, gospodu Branku Rakovcu. Prosim, predajam vam besedo. Mikrofon. Слушаем, Бранко. Спасибо за предоставленное слово. Я буду пользоваться возможностью говорить. Bom izkoristil možnost, da govorim v svojem jeziku, maternem jeziku. In gospodje, veseli me, da se danes, kljub zahtevnim razmeram zaradi pandemije koronavirusa, realizira pobuda Moskovske gospodarske zbornice in njene komisije za sodelovanje s Slovenijo. Это хорошо слышно? Все очень слышно, все в redu sliši, da odlično slišimo, vse v redu. Sam ugotavljam, da je to v tem mesecu že drugo online srečanje predstavnikov slovenskega in ruskega gospodarstva. Takšne aktivnosti v teh težkih časih Вы выключили микрофон у себя. Izključili ste mikrofon pri sebi, gospod veleposlanik. Mikrofon ste izključili. Ja, izvinjаюсь, у меня был звонок. Opravičujem se, klic sem imel. Se pravi, takšne dejavnosti v teh težkih časih so potrebne. Predstavljajo pomemben prispevek za nadaljnji razvoj ne samo naših gospodarskih odnosov, temveč tudi vsestransko dobrih odnosov med našima državama. Ruska federacija je za Slovenijo pomembna
in tradicionalna gospodarska partnerica. Vsekakor najbolj pomembna, če vzamemo Evropske unije in Zahodnega Balkana. Med drugim k uspešnemu sodelovanju nedvomno prispeva bližina med slovenskim in ruskim narodom ter slovanske korenine. To ni nezamrljivo. V zadnjih letih se obseg trgovne menjave med državama ponovno povečuje in je v preteklem letu dosegel 1,4 milijarde evrov, kar pomeni 23%. Na slovenski strani tradicionalno prevladuje izvoz farmacijskih proizvodov, na ruski pa mineralnih goriv. Na žalost se bodo posledice epidemije koronavirusa kratkoročno negativno odrazile na naše poslovanje. Ruska federacija se uvršča tudi med ključne trge slovenskega turizma. Prav tako se naši gospodarstvi obeh držav sta povezani preko naložb oziroma investicij. Rusija zavzema 5. mesto po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini, ki so konec leta 2019 znašale 453 milijonov evrov. Med največje investitorje se uvrščata vsem dobro poznani podjetji Krka in Iskratel, so pa tukaj še druga podjetja, Helios, Kolpa, Gostol, Gospan in druga. Zelo cenimo investicije ruskih podjetij v Sloveniji na področju jeklarstva, bančništva in turizma. Rusija je za slovensko gospodarstvo tudi tradicionalen in zanesljiv dobavitelj energentov. Dobro je sodelovanje Slovenije s posameznimi ruskimi regijami. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima sklenjene memorandume z 9 ruskimi regijami, večino od njih potekajo redne aktivnosti. Poseben pomen pri razvoju gospodarskega povezovanja med državama ima mešana medvladna komisija, ki usklajuje program pomembnih projektov med državama. Trenutno jih je aktualnih 39. Program je dinamičnega značaja in podvržen stalnemu preverjanju. Na zadnjem zasedanju v Sloveniji je bilo dodano izjemno zanimivih in perspektivnih projektov na področju energetske učinkovitosti, izobraževanja, informacijske tehnologije, kmetijstva in zdravstva. Ko govorimo o naših gospodarskih odnosih, bi želel izpostaviti, da vidim priložnosti za povečanje sodelovanja prav v povezovanju pri realizaciji skupnih visokotehnoloških projektov na različnih področjih. Poleg informacijsko-komunikacijske tehnologije, energetike, infrastrukture in farmacije se kažejo dobre možnosti tudi na področju učinkovite rabe energije, avtomatizacije, kmetijske mehanizacije, prehranske industrije, zdraviliškega turizma in skupnem nastopu na tretjih trgih, ki se ga vse premalo poslužujemo. Slovenija beleži vidne dosežke na področju informacijske tehnologije in digitalizacije. Med članicami Evropske unije nas uvrščajo v skupino držav skupaj s Nemčijo in državami Beneluxa, ki predstavljajo skupino močnih inovatorjev. Slovenija velja za najhitreje rastočo digitalno družbo v Evropi. Spoštovani gospod podpredsednik Moskovske gospodarske zbornice, gospod Vardanjan,
Dovolite mi, da se vam na koncu prav iskreno zahvalim za organizacijo današnje konference in zaželim vsem udeležencem uspešno delo. Hvala lepa za vašo pozornost. Большое спасибо, господин посол. Большое спасибо. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, za ta pozdravni nagovor in to oceno Я думаю, что все эти glede odnosov med Slovenijo in Rusijo na področju gospodarstva. Mislim, da vsi udeleženci računajo, da se bodo ti odnosi še razvijali in to, kar ste povedali v zvezi z digitalizacijo, da se bo to dejansko uresničilo v nekih konkretnih projektih med ruskimi in slovenskimi podjetji. Kolegi, imate mogoče vprašanje za gospoda veleposlanika? Če da, prosim, da se sedaj vključite v pogovor, И тогда я их озвучу. jih vnesete v chat, torej v chat. Я с большим удовольствием предоставлю слово послу Če ne, nadaljujemo in bi želel z veseljem predati besedo gospodu veleposlaniku Rusije v Sloveniji, Timuru Rafaeloviču Ivazovu. Zahvaljujem se vam, da ste se nam pridružili. Najlepša hvala, spoštovani kolegi, dame in gospodje. Najprej bi želel pozdraviti vas za našo improvizirano okroglo mizo. Želel bi se zahvaliti organizatorjem, gospodu Sorinu Oganisoviču Vardanjanu in nasploh celotno Moskovsko gospodarsko zbornico, da so v teh nelahkih časih vzeli pobudo in organizirali tole naše srečanje. Zagotovo sedaj niso lahki časi, to vsi občutimo. Ne glede na to, s čim se kdo ukvarja, na katerem področju je, pa tudi, če gre za uradnike, diplomate, vsi. Letos so bili kontakti praktično ustavljeni, moramo reči, tako v kulturi, gospodarstvu, politiki. Letos smo načrtovali, v Rusiji bi moralo potekati zasedanje Slovensko-ruske medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. To je, lahko rečem, naš glavni mehanizem, ki pripomore krepitvi sodelovanja med našima državama na gospodarskem področju in sklepanju novih poslovnih stikov. Vendar bo leto očitno minilo brez takšnega zasedanja. Nalehka situacija se seveda pozna v gospodarstvu večine držav sveta. Praktično vse države, tako v Evropski uniji, po vsem svetu, v Aziji, tudi v Rusiji, vsi beležijo padec BDP-ja letos. Eni več, drugi manj, ampak na žalost se kriza pozna pri vseh. Pandemija je še posebej prizadela mala in srednje velika podjetja. Imamo tu podjetnike, ki so ravno iz tega sektorja gospodarstva. V tem nelahkem času moramo še toliko bolj vsi prizadevati, odpirati nove trge, začeti neke nove projekte, da bi popravili to gospodarsko situacijo, da bi dali dodatno podporo podjetjem in krepitvi mednarodnih gospodarskih stikov med našima državama. Potenciali za gospodarsko sodelovanje med Rusijo in Slovenijo so, po mojem mnenju, zelo veliki. Lahko rečem, da niso v zvezi slabe, okoli 1,5 milijarde evrov blagovne menjave smo imeli v prejšnjem letu. Tako iz smeri izvoza iz Slovenije v Rusijo kot obratno. Mislim, da se tu da narediti še veliko. Pri svojem delu se pogosto srečujem s poslovneži. Srečujem se s slovenskimi župani. V pogovorih opažam, da je v Sloveniji veliko zanimanje
za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje z Rusijo. Jaz mislim, da enako zanimanje vlada tudi v Rusiji. Kot je kolega Vrtonjan že povedal, sem danes zaseden tudi zaradi drugih srečanj, imam sestanke s slovenskimi poslovneži v nadaljevanju, naprimer srečanje s predstavnikom podjetja Kozilab. To je še en primer uspešnega sodelovanja med Rusijo in Slovenijo na področju naprednih tehnologij. Slovenske in ruske napredne tehnologije se tu izmenjujejo, da bi razvili tudi določen skupen produkt, ki bi ga lahko dobavljali tako v Rusiji, kot tudi na trgih tretjih držav. V zvezi s tem bi želel še izpostaviti, govorimo o ruskem trgu, moramo ob tem omeniti še celoten skupni trg Evrazijske gospodarske zveze, ki zajema še toliko več prebivalcev. Tu lahko ruski in slovenski poslovneži nastopajo s skupnimi produkti. Torej moramo imeti v mislih tudi veliko tržišče Evrazijske gospodarske zveze. Svoj kratek nastop bi želel dokončati še z nekaj besedami, z veseljem bi želel odgovoriti še na kakšno vprašanje, če ga imate. Računam, da to ni zadnje srečanje. Tudi to je zelo dober format. Kakor bomo imeli časa, predlagam, da izkoristimo te možnosti za takšna srečanja. Odprt sem za vabila, če bo kakšno zanimanje, kakšno dodatno vprašanje, tudi pozneje v veleposlaništvu vam z veseljem prisluhnemo in odgovorimo, vam pomagamo, ponudimo mogoče tudi kakšen nasvet. Hvala za pozornost, predlagam, da skupaj delamo, skupaj vložimo napore. Vsem želim lep dan, tako v Rusiji kot Sloveniji. Želim vse dobro našima narodama, našim podjetjem, našima gospodarstvoma. Najlepša hvala tudi za vaš nastop, gospod Ivazov. Kolegi, mislim tudi jaz, da so potenciali v gospodarskih odnosih še veliki, še niso dosegli to, kar bi bilo mogoče med našima državama. Tudi mi se ukvarjamo s krepitvijo sodelovanja s Slovenijo. Posebej so močne področja recimo komunalnih storitev, pa telekomunikacije, tudi za krepitev medicinskega in turističnega sektorja. Tudi tu še možnosti niso izkoriščene. Nedavno je potekala velika konferenca o zasebni medicini in vam bom povedal, da je precej veliko zanimanja za skupne medsebojne obiske, skupne medsebojne storitve na tem področju je zelo veliko. Sodelovanje bi bilo ugodno za Slovenijo in Rusijo. To je ena iz tem, katero mislim, da se je potrebno dotakniti in tudi realizirati. Dovolite mi, če so vprašanja, prosim, pišite. Tukaj ste še veleposlanika. Najlepša hvala, čisto vprašanj sedaj ni. Predajem naprej besedo Mihajlu Fedorinu, namestniku sektorja za sodelovanje z Evropo, Severno Ameriko, Skupnostjo neodvisnih držav, z Ministrstva za gospodarstvo in trgovino Ruske federacije. Hvala vam, da ste si vzeli čas, da ste se nam pridružili. Izvolite besedo, prosim. Najlepša hvala, se v redu sliši? Da, dobro se sliši. Hvala za povabilo. Vesel sem, da vas vse vidim. Hvala, da ste za besedo. Tudi hvala veleposlanikoma za taka zelo vsebinska nastopa. Seveda smo se sedaj vsi prisiljeni nekako, smo dolžni preoblikovati svoje delo. Zaradi vseh fizičnih omejitev, neka fizična srečevanja in komunikacija ni mogoče. Prvič sedaj se pogovarjam s slovenskimi kolegi v takšnem spletnem formatu. Želel bi povedati nekaj besed. Kako pandemija, nasploh vsi ti
letošnji dogodki, kako se poznajo v Rusiji. То состояние экономики, которое сейчас в России, Gospodarsko stanje v Rusiji je po mojem mnenju zelo podobno svetovnim trendom. большие потери понесли такие отрасли, как Seveda, bile so velike izgube, recimo na področju prometa, na področju raznih в то storitev, время в России, tudi živilstvu. несмотря на непростые эти времена, даже рост в отдельных отраслях промышленности. Na nekaterih področjih pa Rusija celo beleži rast, ne glede na te neugodne čase. Denimo v farmacevtiki, Продажи, я бы сказал, prodaje prek spleta. настоящий бум. Tukaj se je zgodil pravi boom, pravi razvoj tega področja v zadnjem letu. Kakšna 250-odstotna rast bo verjetno letos v Rusiji. К тому, что Zakaj se to pravim? Ne želel bi ponavljati те тенденции, которые уже выразили te poudarke, ki sta jih izpostavila že prejšnje govorce, in bom rajši dodal kaj svoje strani, kaj novega. несмотря на те кризисные явления, Sedaj, ne glede na vse te krizne vplive, ki se poznajo praktično na vseh področjih gospodarstva, в промышленных отраслях, področjih in industrijskih področjih, mi vidimo kljub temu velike priložnosti za ponoven zagon sodelovanja in širitev sodelovanja na vsa področja. я хочу сказать о том, что Želel bi povedati, da мы наблюдаем sedaj в глобальном spremljamo масштабе na globalni ravni перераспределение prerasporeditev глобальных цепочек globalnih verig, поставок продукции. torej dobavnih verig za izdelke. Opažamo, da po celotnem svetu se spreminjajo smeri, готовой продукции с smeri torej prometa, и končnih izdelkov. большие возможности V teh pogojih vidimo velike priložnosti, da bi naša podjetja zase odprla nove smeri, kjer se je prej zdelo, da je mogoče trg že vzpostavljen. Vidim možnosti za sodelovanje na področju digitalnih tehnologij, farmacije, telekomunikacij. Lahko izpostavim, da vidimo tudi velike perspektive ravno zdaj. Для российских и славянских компаний Za ruska in slovenska podjetja какие-то глобальные цепочки поставок, скажем, легкой промышленности, lahko se skupaj recimo tudi vzpostavimo v določene globalne dobavne verige, recimo v torej radioelektroniki, pa v lahki industriji in na drugih področjih. Te procesi se dogajajo po vsem svetu in upam, da ob koncu tega si lahko skupaj med seboj pomagamo in pridemo na nek nov nivo sodelovanja. Za konec bi želel še povedati, da vsi upamo, da se bodo že kmalu umaknile vse te omejitve v zvezi s koronavirusom oziroma da bodo vsaj te omejitve manjše, da bomo lahko izvedli tudi naš največji industrijski sejem Innoprom, kamor vabimo tudi vse naše partnerje, kjer bi lahko tudi v živo se pogovorili in pogledali naše veščine tudi ruske industrije, pa se pogovorili, kaj lahko počnemo skupaj, kakšne so možnosti. Kot nadaljevanje današnje konference. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Fedorin. Prav res drži to, kar pravite. Vse, kar je povezano s spletom, vse, kar je povezano z organizacijo dobav, elektronska trgovina. Že prejšnje leto je bilo paziti neko rast, ampak ta rast ni bila tako velika, spet 15, 20, 25%, seveda letos pa beležimo ogromen skok, 250% je neverjetna številka. Izkoriščanje digitalnih tehnologij, ravno kar jih tudi izkoriščamo.
Kapitalizacija za 75 milijard je narasla kapitalizacija na področju digitalnih tehnologij, torej tu so potrebe velike. To je nova realnost, tudi farmacija. Tudi Slovenija seveda ima velike uspehe v farmacevtiki. Tudi spremembe v zdravstvu, ki se utegne zgoditi z vsem tem, lahko prinesejo velike spremembe. In tu jaz vidim možnosti res za sodelovanje v skupnih projektih, pa tudi na področju IT tehnologij, digitalnih tehnologij, skupne rešitve na področju medicine in farmacije, da lahko beležimo nove zgodbe z novimi tehnologijami, ki bi lahko prinesli tudi recimo prihranke v energiji, poskrbi z vodo, različnih sistemov, ki jih ljudje potrebujejo za življenje. Videl sem tudi eno od najlepših mest v Evropi. Mislim, da je tudi zgodba o ustvarjanju udobnih pogojev za življenje na področju, kjer lahko Slovenija veliko doprimore. Tudi to je možnost za sodelovanje. Vidim možnosti za sodelovanje tako v novih tehnoloških kot dobavnih verigah izdelkov. Sedaj bi pa želel predati besedo častnemu konzulu Ruske federacije v Sloveniji. Tudi on je poslovnež, predstavnik, direktor podjetja Korprus, to je Dušan Černe. Dajem vam besedo. Mislim, da nam imate kaj zapovedati, glede tega, katera področja so zanimiva. Mislim, da nekih vprašanj osebno za vas niso prišla. Sedaj gledam, tukaj kolegi bolj pišejo ozko o nekih poslih. Tukaj vidim, da se omenjata Krka in Sandoz na ruskem trgu. Mislim, da tu se tudi da govoriti o večji prisotnosti, o širitvi prisotnosti in povečevanju investicij. Ampak sedaj pa predajem besedo gospodu Dušanu. Najlepša hvala. Vse udeležence pozdravljam. Hvala za povabilo in za predano besedo. Lahko v prvi vrsti rečem, da se v celoti strinjam z vsem, kar so drugi udeleženci, tako gospod ruski veleposlanik, slovenski veleposlanik in tretji nastopajoči, kar so povedali, s tem se strinjam. Mislim, da so povedali pravilne stvari. Dalo bi se tudi še veliko dodati, jaz pa bi želel povedati z mojega vidika, kaj jaz vidim, kakšna vprašanja jaz vidim in kakšne obete za bližnjo prihodnost. Prepričan sem, in tako tudi je, da velika podjetja v Sloveniji, velike tovarne, ki imajo svoje predstavnike v Rusiji, oni še naprej sodelujejo in vodijo svoj posel v Rusiji. Mene so nagovorili mnogi predstavniki malih in srednje velikih podjetij, ki imajo nove, inovativne produkte na področju nanotehnologij, pa kmetijstva. Oni pa ne razumejo, ne vedo, kako se povezati s potencialnimi ruskimi partnerji, kako predstaviti svoje izdelke na ruskem trgu, komu naj se obrnejo. Ne moreš kar tako prileteti v Rusijo, v sejem, po povabilu zainteresiranih podjetij, ampak ni razumljivo, kako se učinkovito povezati. Jaz ravno zato pozdravljam takšne spletne konference, da se izvajajo takšne srečanja na spletu. Jaz mislim, da bo takšnih srečanj še več. In lahko rečem tudi na različnih področjih.
bodisi energetika, turizem, nove inovativne tehnologije. Skratka, danes obravnavamo nekako splošno, lahko rečemo splošno gospodarstvo kot temo. Ampak mislim, da bi bilo zanimivo, da bi s takimi konferencami še tudi v nadaljevanju povezovali ruski in slovenski predstavniki podjetij na nekih konkretnih področjih, tudi energetika, inovativne tehnologije, turizem. Mislim, da bo na tak način tudi lažje in bo tudi več interesa, da bi v takih ožjih konferencah podjetja lahko prav tako predstavila svoje produkte. V zadnjem letu, v zadnjih dveh letih sem spoznal veliko podjetij v Sloveniji, veliko novih podjetij, ki se ukvarjajo z novimi inovativnimi tehnologijami, z izdelki, ki jih v svetu pravzaprav ni. Bil sem res presenečen, kaj vse imamo. Kako te nove inovativne tehnologije, produkte predstaviti sedaj, torej v sedanjem času ali v bližnji prihodnosti na ruskem trgu, je vprašanje. Zato mislim, da je potrebno nadaljevati in še naprej razvijati takšne srečanja, takšne kontakte. Tudi moja naloga, kako naj temu rečem, tudi moja naloga je, da seznanjam s takšno obliko komunikacije, s takšnimi oblikami razvijamo sodelovanje, kako začeti. Ko so takšni kontakti vzpostavljeni, pa je že mogoče nadaljnji razvoj, nadaljnji pogovori in kot je bilo že rečeno, tudi večji obseg. In upam, da se bo v bližnji prihodnosti situacija s pandemijo, da bo šla na bolje. Torej vseeno so možnosti za sodelovanje, za nove inovativne, na področju novih inovativnih tehnologij, kmetijstva, je podjetje denimo. Danes ga tukaj ni, ampak na globalni ravni dobavlja vodo s kisikom s pomočjo nanogrozdov. Te dolgo ostavajo, ti delci. In potem ta koreninski sistem rastlin raste boljše s pomočjo to vodo, se boljše razvija. Tudi na področju živinoreje je mogoče preko teh nanomehurčkov in kisika doseči neko naravno dezinfekcijo vode, potem tudi antibiotiki niso potrebni in tako naprej. Skratka, povečajo se prihodki, manjši so stroški. Torej, to je recimo še en predlog za sodelovanje. Tudi sam sem veliko let delal v turizmu. To je sedaj velika težava, ni možno sedaj izvajati neka turistična potovanja. V Sloveniji je bilo veliko turistov iz Ruske federacije, pa tudi iz drugih držav, pa se je to sedaj vse obrnilo. Moramo najti skupne odgovore na to celotno težavo, na vprašanja. Mi pač ne moremo leteti sem in tja in se srečevati z ljudmi v živo, moramo s takimi konferencami nadaljevati in kot sem že rekel, verjetno za različna področja, recimo za turizem, pa za energetiko, pa za farmacijo, nove tehnologije in tako naprej. Torej, mislim, da vmes skupaj si bomo izmenjevali takšna mnenja, s takšnimi tematike si bomo izmenjevali in bomo vedno pripravljeni. Če bi se želel kdo obrniti tudi k nam, bomo z veseljem pomagali. Hvala, Dušan, najlepša hvala. Veste, bom jaz zadal eno vprašanje gospodoma veleposlanikoma, to se bolj njiju tiče. Kar se tiče sodelovanja v farmaciji med ruskimi in slovenskimi
podjetij. V Rusiji so prisotne resne slovenske firme. In tu je vprašanje potem z generiki. Aktualno je sedaj vprašanje cepiva. Imamo napredne ruske tehnologije. Ali gospoda veleposlanika vidita možnosti za sodelovanje med ruskimi in slovenskimi podjetji na tem področju cepiv? Ruska cepiva so da desetina držav sveta je povpraševalo po ruskih cepivih. To je aktualen tudi organizacija proizvodnje v različnih državah. Vprašanje logistike. Ali so mogoče perspektive za sodelovanje na tem področju? Povejte, gospoda veleposlanika. Gospod Rakovec, bi mogoče vi kaj povedali na to temo? Ja. To je že kar, mislim, zelo smiselno, zanimivo vprašanje, ampak moram reči, da to presega moje kompetence. Vseeno bi rekel naslednje. Se pravi, Lek, ki je zdaj del skupine Sandosa in Krka, sta dve zelo, bi rekel, solidni farmacevtski podjetji. Ampak one dva sta v glavnem generika. Ali je sedaj tukaj možnost za sodelovanje s ruskimi podjetji, ki so že razvila cepivo, bi rekel takole laično, da najbrž ja, ne? Da lahko, najbrž bi lahko sodelovali, ampak seveda, ampak to je enostavno vprašanje, pač to rusko podjetje mora enostavno najti pot, to najbrž ni težko, da vprašajo predstavnike enega in drugega podjetja, ali za to obstaja tehnološka možnost in interes. Vsekakor najbolj pomembno vprašanje je, kako zapreti materialno stran zgodbe, ampak vsekakor je to, še enkrat, za mene vprašanje, ki je po vsej verjetnosti teoretično možno, potrebno ga je samo s predstavniki firme soditi, se pravi preučiti. Спасибо, господин Тимур Рафаэлович, вы как-то откомментируете? Да, очень действительно интересный такой, я бы сказал, злободневный вопрос. To je res zanimivo vprašanje. Правильно сказал вот его превосходительство господин Раковец. Gospod Rakovec je pravilno povedal, Занимается прежде всего генериками и Krka se res v glavnem ukvarja z generiki. не ее профиль. Cepivo ni čisto njen profil, a vendar kljub temu, Новые проекты, morda so možni kakšni novi projekti, ampak to je potrebno se preučiti. Je pa to seveda zanimivo. немножко бы сказать о другом. Malo bi želel povedati še o nečem drugem. Да, практически все, без исключения страны мира, она выявила такую Ta pandemija, ki je praktično vse države sveta zajela, опасную, скажем так, проблему, как je ustvarila nevaren problem. Pokazala je, kako ranljive so dobavne verige zdravil. Spomnite se na začetku pandemije, kako mnoge države, celo bogatejše države, članice Evropske unije, pa ZDA in druge države, kako so imele težavo s pomanjkanjem nekih čist osnovnih zaščitnih sredstev, medicinsko opremo, ki je bila potrebna. V pandemiji so mnoge države začeli razmišljati, da bi dobavne verige za medicinsko opremo spremenile, da bi naredili bolj zanesljive, bolj stabilne verige. V zvezi s tem tudi na podlagi lastnih stikov, s pogovori v Sloveniji, ni skrivnost, da
je v glavnem ta oprema, zaščitna sredstva, da so v glavnem prihajale iz Kitajske, sedaj pa se razmišlja o tem, da bi se to spremenilo, da bi se kaj proizvajali tudi pri sebi. Zato mislim, da to perspektive niso slabe za ruska podjetja, ki so zainteresirana, da bi šla na ta trg, in slovenska podjetja. Mogoče so kakšni skupni projekti ali kakšna skupna proizvodnja. To področje je pa po mojem potrebno preučiti. Hvala lepa, Timur Rafailovič. Posebej zato, ker ima Krka tudi tovarno v okolici Moskve. Mislim, da je tudi možnost, da bi za izvedbo skupnega projekta na ravni Evropske unije za te inovacije, pri katerih bi sodelovala tudi Rusija. Mislim, da imata veleposlanika prav, da ne gre le za vprašanje državne podpore, ampak tudi za vprašanje, ki se tiče samih poslovnih krogov. Moskovska gospodarska zbornica je takšne pobude pripravljena podpreti. Moskovska gospodarnica aktivno sodeluje pri takšnih vprašanjih. Mi imamo svoje platforme, v katerih so vključene tudi mnoge ruske regije. Na teh platformah lahko podjetja predstavljajo svoja izdelka. In to je tudi možnost za krepitev novih stikov. Jaz slovenska podjetja vabim, da se pridružijo na to platformo in se predstavijo tudi s vami. Bilo je vprašanje glede izvoza slovenskih vin. Ruskih trg je velik. Kakšne so možnosti za izvoz, torej slovenska vina? To je že stara zgodba. Vsem poznana. V Sloveniji imamo malo količino, premajhno količino za rusko tržišče. Ampak si upam trditi, da imamo zelo dobra vina, male količine. In to je problem, in to je velik problem, ker vsakdo, ki uvaža, zahteva določeno količino, katero more imeti v vsakem trenutku na tržišču. To je osnovni problem. In ne vem, mislim, da nihče zaenkrat ne ve, kako ga rešiti. Najbrž na ta način, da se najde ruski uvoznik, ki bo, kako bi rekel, ki bo uvažal butično, se pravi v manjših količinah za ljubitelje. Samo za ljubitelje. Drugače pa ni možno zagotavljati teh količin, ki jih Rusija potrebuje. Sicer bom rekel takole, v Leningradu se uvaža puklavec, ki je čisto dobro, solidno štajersko vino. Tako da to tudi mi kupujemo, kadar potrebujemo vino v veleposlaništvu. Спасибо, господин посол. Я бы сказал так, вы знаете... Gospod veleposlanik. Jaz bi rekel tako, niso v taki poziciji samo slovenski proizvajalci, ampak vrsta držav se dogovori med sabo, da vzpostavijo skupne butike vin in potem uspešno promovirajo svoja vina v različnih regijah. Imamo take primere. Svoj čas na enem od forumov v Peterburgu. Takrat je bila Moskovska zbornica mediator. Takrat so skupaj nastopili avstrijski in ruski poslovneži, ki so organizirali trg butičnih vin za avstrijska vina. Tako jaz vam predlagam, da niste primerov, da delate, pridite k nam in bomo poskusili to organizirati. Ustvarite svojo prisotnost, pozicionirajte svoje kakovostno vino na tem trgu.
to je pravzaprav vprašanje, koliko so slovenski poslovneži pripravljeni delati z ruskimi partnerji. Mi kot zbornica smo pripravljeni to podpreti. Izvolite. Imamo kompetentne mlade ruske podjetnike in vaše povabilo bi bilo vsekakor naletelo na plodna tla. Zdaj pa z veseljem predajam besedo gospodu Kristjanu Verbiču, ki zastopa. Imam celo vrsto vprašanj sedaj, vidim, glede delničarjev. No, torej, predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, sedaj vam predajam besedo, gospod Verbič, prosim. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi udeleženci in hkrati čestitke organizatorju tudi za izjemno udeležbo, pa hkrati seveda hvala za povabilo. Kar zadeva Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je z naslova konference zanimiv predvsem naš mednarodni vidik dejavnosti, torej poslovno-investitorskih programov, ki smo jih vzpostavili pred 12 leti in iz tega naslova tudi soorganizirali in sodelovali na mnogoterih tako gospodarskih delegacijah na relaciji Ruske federacije in Slovenije, kakor tudi v sami Sloveniji organizirali tovrstne dogodke. Morda bi izpostavil ob tem, glede na že povedano in večino, kar je bilo povedanega, je seveda nadvse koristen tako izhodišče kot napotek za nadaljne aktivnosti. Specifika združenja, ki ga vodim, je ta, da je to popolnoma nevladna organizacija. Mi seveda naše projekte peljemo predvsem iz naslova tega, kar tudi dejansko ustvarimo v smislu samih rezultatov, predvsem iz naslova vzpostavitve poslovnih sodelovanj in iz naslova vzpostavitev investicijskih sodelovanj. Ob tem za cenjene zbrane udeležence verjetno pomembna informacija, da smo kot združenje že praktično 15 let polnopravni člani Evropske federacije investitorjev, ki ima tovrstno združenje, vsaj eno tovrstno združenje v vsaki od držav Evropske unije in s tem v zvezi seveda tudi neposredne informacije vezane na posamezne države in Evropsko unijo kot takšno, tudi v smislu podjetij, predvsem z vidika delniških družb. Tako torej združenje, ki ga neposredno vodim, kot nenazadnje tudi član izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev, iz tega naslova skušamo zagotavljati poslovno sodelovanje in pa neposredne informacije praktično iz prve roke vezano na delniške družbe, na možnosti investicij, kajti recimo samo na našem primeru, kar se zadeva Republike Slovenije, združenja se udeležujemo praktično vseh skupščin delniških družb. Imamo neposredne stike z vodstvi, izvajamo analize poslovanja in nenazadnje z tega naslova seveda toliko boljšo možnost dajati informacije tudi zainteresiranim partnerjem, poslovnim subjektom, institucijam iz drugih držav skupnosti, seveda tudi Ruske federacije, skupnosti neodvisnih držav in drugih danes omenjenih subjektov, tako državnih, nacionalnih kot transnacionalnih. S tem v zvezi ne gre samo seveda za dajanje informacij in analiz, ki jih s tem v zvezi upravljamo in pripravljamo, pač pa tudi možnost vzpostavitve stikov in neposrednega odpiranja vrat, posebej, kot že danes omenjeno, tudi strani spoštovane ekscelence veleposlanika, željo po morda več sodelovanja v smislu skupnih nastopov na tretjih trgih, to vsekakor ponuja takšno možnost in zagotavljam vam, da tako kot v združenju, ki ga vodim, kako tudi v Evropski federaciji investitorjev, ki je v največji meri, glede na posamezne asociacije investitorjev, teh združuje omenjena federacija na evropski ravni blizu 5 milijonov individualnih investitorjev, pomeni, da gre dejansko za interese, ki niso tako obremenjeni z občasnimi ali pa v tem času žal kar aktualnimi in prisotnimi razmerami, predvsem z vidika sankcij ali drugih morebitnih političnih dejavnikov. Gre namreč za subjekte, ki so izključno poslovni
in iz tega naslova tudi vidijo interes in željo po sodelovanju z gospodarskimi subjekti in tovrstnimi institucijami, seveda tudi na ravni Ruske federacije. Zaradi tega toliko bolj in že večkrat izražen interes kolegov v Evropski uniji in posameznih asociacij, da bi in se seveda želeli posluževati in se poslužujejo zelo dobrih stikov, ki jih ima naše združenje z kolegi v Ruski federaciji, tako na ravni neposrednih gospodarskih subjektov, kakor tudi seveda institucij, med drugim seveda tudi vašo cenjeno institucijo, torej Moskovsko gospodarsko zbornico, in iz tega naslova bi si želel ter vabim seveda vse prisotne k intenziviranju, k ukrepitvi tovrstnega sodelovanja in k izkoriščanju teh možnosti, kajti volja, pripravljenost dejansko je preko slej, sem prepričan, večja, kot si morda kdo od udeležencev, predvsem na strani, na ruski strani, predstavlja, tudi pri gospodarskih subjektih in tovrstnih združenjih na ravni Evropske unije in drugod, kjer smo seveda tudi kot združenje v to vključeni in včlanjeni. S tem seveda bi želel skleniti, vsekakor sem pa na razpolago za morebitna vprašanja, pobude iz tega naslova in seveda tudi omenjene neposredne stike in aktivnosti. Hvala lepa. Спасибо большое, Кристиан. Najlepša hvala, Kristjan. Mislim, da bomo brez dvoma vzpostavili močnejše stike med Moskovsko gospodarsko zbornico in Združenjem malih delničarjev. Pomembna je pravilna komunikacija. Res imate prav, da je vlada pomanjkanje objektivnih informacijah o priložnostih slovenskega oziroma ruskega trga, tudi v smislu prodora v druge države. Torej, govori se o Rusiji na slovenskih forumih in obratno. Mi kot zbornica, pa tudi naša skupna medvladna komisija Slovenija, tam je možnost, da govorimo bolj odprto. Mi smo državna ustanova, ampak mi se ukvarjamo s poslom. Ampak posel je vendarle taka tema, ki se res lahko posvetimo ozko v smislu posla, in jaz mislim, da se tu da pogovarjati. Kot zbornica se zahvaljujem za vašo izraženo željo za nadaljne sodelovanje. Vsekakor bomo izkoristili kontakte. Tudi naša komisija na naši zbornici bo vsekakor vstopila v stik in krepila sodelovanje. Mislim, da je Ruska gospodarska zbornica se dobro seznanila z vami, kaj počnete, kaj ponujate. Dejansko tudi mi z Moskve naprej sodelujemo z vsemi ruskimi regijami in imamo dejansko precej širšo članstvo. Mislim, da so tudi tu priložnosti, da naprej razvijamo zgodbo našega sodelovanja in damo novo priložnosti našim podjetjem. Hvala, da ste se nam pridružili. Imamo nekatera vprašanja. Ne morem nekatera vprašanja si prevesti, nekatera so napisana v slovenščini. Z veseljem bi sedaj predal besedo gospodu Vladislavu Vladimiroviču Davidovu, generalnemu direktoru podjetja Iskra Uraltel in tudi častnemu konzulu Republike Slovenije v Ruski federaciji. Mi se tu ukvarjamo v prvi vrsti s prakso, ne samo poročamo, kaj se dogaja, s konkretnimi težavami, s katerimi se srečujejo podjetja in tudi s tem, kako bi ta problem reševali. Predajam besedo. Dober dan, kolegi. Pozdravljam tudi oba veleposlanika, gospoda Rakovca, ruskega veleposlanika v Sloveniji, gospoda Timura Filoviča Ivazova. Pozdravljam vas iz Jekaterinburga, pri nas tu že malce sneži zunaj.
Tako, kako bomo sedaj to uredili? Vključite ekran, pa ga bomo videli. Aha, vidimo vašo predstavitev. Torej, samo minutko. Ok. Želel bi predstaviti uspešno delo. Kolegi uspešno delujejo slovenskim podjetjem v Ruski federaciji na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Že na začetku je bilo rečeno, da smo se znašli v novi resničnosti in informacijsko-komunikacijske tehnologije so sedaj eno od ključnih vezi med ljudmi. Vsi smo doma in v svojih pisarnah, a vendar komuniciramo. Ravno po zaslugi telekomunikacij, Iskratel, Iskraltel je podjetje, ki močno povezuje Rusijo s Slovenijo in počne veliko stvari. Nekaj besed o samem podjetju Iskratel. Iskratel je slovenski ponudnik telekomunikacijskih rešitev, ki deluje s telekomunikacijskimi operaterji, ponudniki na področju prometa, javne varnosti, energetiki, prisotni v praktično 50 državah na svetu. To gre za širokopasovni dostop, telefonijo, različne tehnologije. Več kot 40 let nazaj se je že to podjetje Iskratel pojavilo v Rusiji, še v času Sovjetske zveze. Že takrat je telefonske centrale dobavljal Iskratel v Rusijo. Lahko rečem, da tudi zadnja olimpijada v Sočiju, ki je bila v Rusiji leta 2014, tudi tam se je uporabljala naša telekomunikacijska oprema, različne službe in tudi med prebivalstvom se je uporabljala. V Rusiji Iskratel dela. Samo malo, da zamenjam diapozitiv. Preko podjetja Iskraltel deluje Iskratel v Rusiji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994, torej že praktično 26 let deluje v Rusiji. Nastalo je kot skupno podjetje z rusko tovarno v Jekaterinburgu za proizvodnjo telefonskih central za potrebe ruskega trga, za skupen razvoj tehnologij, gospodarske panoge. In danes smo mi učinkovito podjetje, ki je povsem integrirano v rusko industrijo na telekomunikacijskem področju. Več kot 200 zaposlenih imamo predstavništva oziroma predstavništva po vsej Rusiji, Ekaterinburg, Moskva, Sankt Peterburg, Krasnodar, Kazan, Novosibirsk. Kar se tiče naše specializacije, tudi mi delujemo s telekomunikacijskimi operaterji kot skupina Iskratel z velikimi sistemi, recimo na področju toplote, energetike, javna varnost, pa z ruskimi železnicami. Mislim, da razumete, o čem gre. Za Iskraltel je Iskratel pravzaprav tuji tehnološki partner. Iskraltel je namreč registrirano kot rusko podjetje v skladu z vsemi zahtevami, ki so za to potrebna v tej državi. Tukaj je predstavljena struktura oziroma slika naših glavnih partnerjev, pogodbenih partnerjev na ruski strani. Imamo več kot 300 aktivnih strank, kupcev po vsej Rusiji. Tudi velike telekomunikacijske operaterje, ki uporabljajo našo opremo, tudi velika četverica, Rostelekom, Megafon, Beeline, MTS. Imamo torej opremo za operatersko raven. Torej tudi sodelujemo z Ministrstvom za izredne razmere, pa z državno zakladnico.
z različnimi operaterji, recimo v Vojaškem Telekomu, pa Ruskih železnicah, pa Gazpromu in drugimi velikimi organizacijami in združenji. Sodelujemo tudi z mediji, z različnimi podjetji, smo vpleteni v situacijo, tudi kot člani gospodarskih zbornic, tako Uralske gospodarske zbornice, skupine za razvojnikov programske opreme ruske, v združenih ruskih proizvajalcev telekomunikacijskih rešitev in mi ponujemo rešitve pod ključ, torej na ključ. Samo malo bom poskusil sedaj zamenjati. Tukaj, na tem diapozitivu, je še ena pomembna informacija, na to smo posebej ponosni. Mi smo pomemben člen v zagotavljanju telekomunikacij, zvez v Ruski federaciji. Več kot 12,5 milijonov digitalnih naročnikov imamo. Torej, digitalni uporabnik in širokopasovni dostop. Približno 18% fiksnih mrež v Ruski federaciji telekomunikacijskih pokrivamo mi na današnji dan. In tu se uporablja oprema, ki jo je proizvedel, dobavil Iskra Uraltel. In to je ta zgodba, o kateri pridno vodimo statistiko. 12,5 milijona, okoli 45% že pokrivajo nove tehnologije, zveze nove generacije, širokopasovni dostop. In ta delež se povečuje vsako leto, seveda pa še naprej podpiramo tudi stare sisteme, tudi digitalni sistem TDM, tam že 15 in več let, ampak mi to še naprej podpiramo. Vemo, da so to investicije, ki se splačajo na zelo dolgi rok in delujejo zelo dolgo. Mi smo vedno nagnjeni k evolucijskemu pristopu. Nikoli ne govorimo, da zdaj bomo šli pa na nekaj novega in bomo vse prejšnje za seboj pustili. Mi vedno poskušamo stvari nadgrajevati. Na tak način pristopamo tudi pri investicijah. Kar se tiče našega strateškega portfelja, je usmerjen v neke 4 glavne usmeritve. To so širokopasovna omrežja, optična omrežja, hiter internet. To, česar smo že počasi navajeni v naših stanovanjih, hiter internet mora biti. To nudimo našim telekomunikacijskim operaterjem, strankam. Potem je pomembno komunikacijsko jedro za telekomunikacijske operaterje, sistemi telefonije, rešitve za obdelavo glasu. Tu se razvijamo naprej. Imamo rešitev za mobilni glas, torej tudi rešitev za omrežje 5. generacije. Industrija. Delamo z širokim naborom podjetij, z različnih industrijskih panog. Operaterji izkoriščajo naše komunikacije, našo tehnologijo. Tudi zagotavljamo klice 112, nujne klice. EMS, torej Electronic Manufacturing and Services. To sicer je bolj značilno za Iskratel, vendar je tudi to zanimivo področje za Rusko federacijo in tu imamo tudi še veliko ponuditi za naše stranke. Kar na kratko še o naših dosežkih iz zadnjih 5 let. Ruske podjetja s slovenskimi podjetji in ruskimi partnerji, modernizacija za Ruski Telekom, mrežo
omrežij na podlagi nove tehnologije virtualnega EMS, zamenjavo starih komunikacij, prehod na prenos naročnikov na novo tehnologijo, ki je torej prilagojena na sodobne realije, pomagamo potem operaterjem, da nimajo prevelikih izgub s temi prehodi. Rešitve za možnost priklop posebne specializirane opreme, imamo potem rešitve za naprave, ki so v vsaki hiši, za priključek na širokopasovna omrežja, milijon FTTB oziroma GPON priključkov. Močno smo prodrli v področje tudi jedrske energije. Naša oprema se uporablja tam za komunikacijske sisteme tipa ABQ, denimo v Kursku, v Belojarsku, na jedrskih elektrarnah. Sistemi javne varnosti, sistem 112. To je bil v bistvu produkt razvit v Jekaterinburgah in sedaj se to uvaja v 24 subjektih Ruske federacije. Tudi tu gremo naprej. Razvijamo rešitve za varno mesto. Na podlagi našega produkta so rešitve uvedene v Omski, Volgograjski in Kaliningrajski regiji. Rešitve za splošne tehnološke komunikacije, ki se uporabljajo v ruskih železnicah, na Ministrstvu za notranje zadeve. To je tudi pomemben element. Sedaj smo vključeni še en projekt. Se mi je preskočila predstavitev, samo malo. Projekt, ki ga izvajamo na vzhodni sibirski železnici, modernizacija dispečerskih povezav, več kot 200 vozlov, tako bo tranzit tovora še kakovostnejši, učinkovitejši. In Črneko je že omenil sistem 112, ki je bil prvotno razvit ravno pri Iskra Uraltelu, sedaj je v 24 ruskih regijah vpeljan ta naš sistem 112. Tu se vidi tudi število prebivalstva. Pravzaprav pokrivamo prostorsko 25% Ruske federacije z našimi sistemi 112. Tam uporabljate naše rešitve. Še en tak značilen projekt, na katerega smo ponosni, tudi kjer nosimo veliko odgovornost, kjer smo se res mogli izkazati in sodelovati na dolgi rok. To je tak projekt. Na kratko še o liniji izdelkov, take kockice, iz katerih potem izhajajo naše kompleksne rešitve, programski komutatorji, ki omogočajo komunikacijsko jedro. Taki komutatorji se uporabljajo na neke operativne tehnične zveze, tudi v industrijskih podjetjih, pa za širokopasovni dostop uporabljajo operaterje komunikacijskih storitev, optične povezave. To so rešitve, ki potem delujejo v virtualnih omrežjih. Ta oprema To opremo smo se naučili proizvajati v Rusiji in jo tudi proizvajamo v Rusiji. Še en pomemben element, ki je pravzaprav obvezen program, če delate na takšnem področju kot mi v Rusiji. Lokalizacija proizvodnje je to zelo pomembna. Iskra Uraltel je prešla skozi 3 take faze lokalizacije proizvodnje. Najprej
95. leto vzpostavitev proizvodne SI 2000 verzije 4 v Jekaterinburgu, potem leta 2001 smo začeli proizvajati postajo nove različice SI 2000 pete verzije. To je že prav znamenita postaja, centrala, ki se dela prav pri nas v Jekaterinburgu. Potem je prišlo do zamenjave generacije, nova linija SI-3000 in potem od letih 2010 do 2013 smo potem tudi poskrbeli za prenos proizvodnih tehnologij z dokumentacijo. Leta 2015 smo zagotovili proizvodnjo vseh temeljnih elementov, ki so potrebni za sestavljanje teh velikih komunikacijskih vozlišč. In leta 2019-2020 podjetje vstopa v enotni ruski register radioelektronskih produktov za osnovno linijo opreme. In to pokriva celotno linijo te naše opreme. Želel bi opozoriti na čas. No, saj sem že praktično končal. Še 3 slajdi. Torej, kot sem že rekel, razvijamo podjetje v tej smeri. Sedaj vzpostavljamo pogodbeno proizvodno elektronike. To gre za precej veliko investicijo, vredno $10,000. To se bo sestavljala elektronika za široko potrošnjo. To bo še ena možnost, da se v Rusiji nadomešča uvoz, pa vzpostavi sodelovanje oziroma zmanjša odvisnost tudi od Kitajske, razvoj programske opreme, tudi to lokaliziramo. Programska oprema je vnesena v ruske registre domačih programov. Cela vrsta naših lastnih projektov, ki smo jih sami razvili v Rusiji. Varno pametno mesto, rešitve s SOR-em, sistem 112, platforma za internet stvari in kontroler GSV. In ključne dejavniki uspeha. Na tak dolgi rok, praktično četrt stoletja že delamo. Pomembno je to. Najprej vsekakor pomembno, da je treba spremljati investicijsko politiko v Rusiji na področju elektronskih izdelkov. Razvoj in podpora celotnemu življenjskemu ciklu, ustrezati zahtevam, da so nas lahko vnesli v ruske registre, da smo postali ruski proizvajalec. To je bila zelo pomembna zunanja podpora tudi. Potrebno je bilo iti skozi postopke regulatorjev, pridobiti certifikate, urediti stvari v organizaciji, zadostiti določenim kriterijem kakovosti. Dobro razumemo, kakšni so pogoji za poslovanje v Rusiji in poslovanje s slovenskimi partnerji. To je pomembno, da se vzpostavi zaupanje strani podjetja Iskratel v Sloveniji. Pomembno je, da Iskratel tudi kot slovensko podjetje sodeluje na dogodkih, ki so pomembna za rusko-slovensko sodelovanje, medvladna komisija med Rusijo in Slovenijo. Tam imamo med pomembnimi projekti kakšnih 16 projektov, 8 jih je izvedenih, 8 pa se jih še razvija. Pomembno je, da sta si jezika ruski in slovenski blizu, mentalno smo si bližje, razumemo pogoje poslovanja v Rusiji in lahko podpremo podjetniške pobude. Vse to omogoča dolgoročno perspektivo za stabilno poslovanje, ki bo ugodno tako za Rusijo kot Slovenijo. Zahvaljujem se za vaš čas. No, to pa je to, kar sem želel danes povedati. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš nastop, gospod Vladislav Vladimirovič.
русско-славянской стороной на To je eden pomembnih projektov, ki so bili izvedeni skupaj med Rusijo in Slovenijo. Taki projekti obstajajo na različnih področjih. Za Rusijo je zelo pomembno, da nastajajo nove investicije in nova delovna mesta. In pomemben je razvoj trgov ne le za Rusijo, ampak tudi nastopi na tretjih trgih. Pospeševanje novih poslovnih procesov. 9. oktobra je bila vzpostavljena nova platforma, ki omogoča tovrstno sodelovanje, ki omogoča investitorjem, da spoznavajo ruski trg in vanj vstopajo, nato pa ga tudi v nadaljevanju še bolj raziščejo. Sedaj bi pa dodal besedo še enemu nastopajočemu, ki bo predstavil svoj poslovni projekt, Janez Mondrijan, vodja predstavništva slovenskega podjetja skupine Kolektor v Rusiji. Pogovarjala sva se že, sedaj pa bi želel, da svojim navdušenjem in enakim duhovnim pristopom predstaviti zadevo še kolegom. Janez, ne slišim vas po mikrofonu? Ali se sedaj sliši? Da, sedaj se pa sliši. Spoštovani kolegi, dober dan, vse pozdravljam. Najprej bi se želel močno zahvaliti vsem organizatorjem, ki so organizirali, da recimo temu videokonferenco, da so organizirali to platformo, ki nam sedaj daje možnost, da si izmenjujemo mnenja. Slaba zaveza. V teh težkih časih, v katerih smo sedaj. Strinjamo se z vsemi udeleženci lahko, da so razmere nelahke zaradi covida. Vsi govorimo o novi resničnosti. Mogoče bo trajalo leto ali celo več, težko reči. Jaz torej vodim predstavništvo skupine Kolektor v Rusiji. Prisotni smo v Rusiji na dveh področjih. Eno je elektroenergetika, to so transformatorji in hidroelektrična oprema za manjše hidroelektrarne. Smo tudi projektant in razvijalec s svojimi proizvodnimi laboratoriji in dobavitelji opreme za trg Ruske federacije in držav skupnosti neodvisnih držav. Pred tem, ko se je izgubil COVID, smo začeli razvijati v letu 2019 tudi možnost glede vzpostavitve skupne proizvodnje v Ruski federaciji, bodisi z nekimi partnerji, bodisi v obliki tudi greenfield. Infrastruktura. Uspešno smo izkoristili smo podporo gospoda Putkina, rusko-slovenskega poslovnega kluba iz Toljatija v prvem letu in druge kanale. Tehnologija je bila uspešno potrjena naša v Rusiji. Sedaj se je tole malo zabremzalo, ampak mi se še naprej trudimo, da nabiramo nove izkušnje v novih mestih na ozemlju Ruske federacije. No, to je na kratko z moje strani o našem poslu. Včeraj, ko smo delali kontrolni klic, je bilo rečeno, da je treba povedati o kakšnih težavah, če jih imamo, da povemo kaj o njih. Torej, trenutno
Je osnovna težava pri nas izmenjava strokovnjakov. Tako slovenskih, ki bi morali leteti v Rusijo, k naročnikom, pa tudi naših sodelavcev, za katere smo načrtovali, da bodo sodelovali v raznih laboratorijskih testiranjih, usposabljanjih, nabiranju znanj, da bi lahko podpirali naše procese tukaj. Na razno raznih montažnih delih. K vam se obračam, če je mogoče. To je verjetno težava ne samo naša, ampak skupna težava. Verjetno tudi pri ostali udeleženci današnjega srečanja to tematiko poznajo. Vesel bom, če nam lahko v tej obliki na določen način pomagate in nas podprete. Tako, z moje strani je to vse. Hvala za pozornost in želim uspešno delo danes. In upam na nova tovrstna srečanja med podjetji ob sodelovanju tudi Moskovske gospodarske zbornice v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala, Janez. Moram reči, v Rusiji je veliko hidroelektrarn. Lahko govorimo o malih hidroelektrarnah, ki jih je po različnih regijah, kjer je to ekonomsko smiselno. Teh regij ni malo, v Rusiji je veliko kanalov. Raslo različne velikosti, obstajajo cele mreže, združenja, kamor so vključene majhne elektrarne. Kakovost monitoringa vodnih kanalov, to je ena od ključnih tem. Tu se da pogovarjati še naprej. Če kanal slabo dela in iz njega veliko stran teče, ni mogoče dosti dobiti, zato je to res še eno področje, ki je pomembno, treba kontrolirati. Najlepša hvala. Ko sva se včeraj sva se pogovarjali, bil kolega bolj živahen, ko sva se včeraj pogovarjala. Ja, včeraj sva tako klepetala, sedaj pa je delamo. Na nekatero vprašanje se odločil, da bo kar takoj odgovoril. Je vprašanje tudi on načel glede delovnih viz. Nedavno smo podprli švicarsko podjetje pri podrobnim vprašanjem, tudi nemška stran rešuje takšno vprašanje, pa francoska stran s temi vizami. To je aktualno vprašanje in tu vam bo ruska stran vedno šla nasproti. Poglejmo Vladimirja Putkina, bom vprašal, ki je v naši komisiji. Bomo se obrnili na ustrezne pristojne organe oblasti v Rusiji z možnostjo, da bi se našla neka rešitev v interesu podjetij, da bi lahko podjetje še naprej uspešno nastopalo na ruskem trgu. Včeraj sva se začela pogovarjati z Vladom Lončarjem iz podjetja EMP Pumps Rus. Vlado je rekel, da je pri njemu stvari so bolj preprosto, so pa črpalke, mi to črpamo in črpamo in črpamo. On je v tej industrijski realnosti, kaj pa naj jaz povem? No, pol časa sva se potem zadržala in se pogovarjala o raznih rečeh in se je izkazalo, da se da o marsičem govoriti. Predajanje zgledov, ki delujejo pri slovenskih podjetjih, ki delujejo v Rusiji. Lahko
pomagal, da dobijo podjetja slovenska neko širšo sliko, razumevanje, kaj se realno da narediti in kaj se dogaja v Rusiji. S kakšnim pristopom do trga, velikega trga, velikega ozemlja. Te izkušnje bi bile lahko zanimive za slovensko podjetje. Se pravi, nek pregled potencialov. Ampak ne bom nič sedaj govoril na mestu Vlado. Вам слово, Bo samo se povedal Vlado. Hvala, da ste se pridružili in vam predajam besedo. Vam za priglašenje. Hvala za povabilo. Pozdravljam vse udeležence, spoštovane goste. Upam, da ste vsi dobrega zdravja in vsem tudi želim dobrega zdravja in takšnih srečen. Žal se srečujemo v tem novem formatu, pa če je to sploh nov format, zdaj je že normalen format, kakorkoli že. Hvaležen sem za včerajšnji pogovor, ker je nekaj tem, ki nas mučijo in ne mučijo samo IMP. Bom rekel dve besedi v IMP-ju najprej. Naj bi naši spoštovani kolegi imeli predstavu IMP. To je staro slovensko podjetje, že 70 let delamo toplotne črpalke. 70 let molimo Bogu, da bo naša stvar tekla, voda tekla. Dobri kolega Janez čuva, da ne bo voda odtekala, ampak mi pa hočemo, da voda teče. Smo malo drugačni od gospoda Janeza. In hočemo, da to v različnih sektorjah teče. 70 let delamo črpalke, ogromno je bilo že teh raznih črpalk. IMP je že davno prišel v ta nov digitalni format, splet na splet. Po praktično vseh procesih, ki so povezani z obdelavo. Vsaka uspešna prodaja je rešitev za kupca. Vsi procesi so dejansko skrčeni do minimuma. Sedaj je mogoče vse hitro izbrati, plačati, ampak ostalo je vprašanje, da pač mora črpalka v končni fazi delati na sami lokaciji, fizično. To pa seveda privleče za seboj celo vprašanje. Treba je črpalko fizično spraviti v Rusko federacijo. Tu se takoj porodi nekaj vprašanj. A je mogoče delno jih sestaviti v Rusiji, da bi te dobavne roke skrčili? Korona je pokazala, da so ta vprašanja še toliko bolj na mestu. Ko začneš gledati to celo sliko, mislim, da tudi mnogi moji kolegi vedo, vsaj upam, mi, ki delamo v realnem sektorju, hočemo razumeti, kakšna so pravila igre, kakšni so zakoni, kakšni so predpisi, kaj moramo narediti. Ko začneš, ko greš v ta gost noter, kolegi z ruske strani, veste, veliko je zakonov, veliko je pravil. Nek preprost Slovenec, ki je bolj inženirske narave, ki hoče delati v praksi, mu ni lahko, ko zapade v takšno situacijo v določenem trenutku, se lahko malce izgubi v tem gozdu pravil. No, kot nalašč, konference, kot je tudi ta današnja, so koristne, da nam odprejo oči take konference, kje se da preprosto in hitreje postopati. Ta hitrost prehoda v spletni način delovanja, ta hiter pretok informacij, po drugi strani daje vprašanje, kako se pa pravilno filtrirati in razumeti vse te informacije. Vladislav Vladimirovič, Davidov, je v svoji predstavitvi omenil, zelo mi je bilo všeč tisti diapozitiv, eden tam bolj proti koncu, kjer je bilo navedeno, da so skoraj enaki, da smo skoraj enaki vsi Slovenci in Rusi, tudi po mentaliteti. IMP se pogosto sprašuje, kaj potrebuje moj kupec, s čim bom šel na trg, ali lahko jaz svojo črpalko prilagodim, predelam za pogoje in potrebe mojega kupca, jo lahko uporablja in zanjo plača manj.
Je tudi, da IMP dela v realnem sektorju, podobno kot recimo na področju komunalnih storitev, to takoj se občuti, takoj se pojavi krik. Tam ljudje jokajo, da je mraz in tako. Skratka, to je zahtevna tema, veliko elementov je tukaj obravnavati. Imamo sklapljanje, pa potem prevoz. Preprostost pravil igre, preprostost predpisov, razumljivost vseh teh aktov, kako se vse pravilno delati, kako pravilno ravnati na trgu. Jaz sem že avtomatično po defaultu optimist v svojem življenju. Jaz mislim, da lahko Rusija in Slovenija tudi dosežeta, boditi preko offline ali offline pogovorih, je vse v naših rokah. Če bodo ljudje dali pobudo, kot je Vladimir Putin, ki je kot kakšna jedrska elektrarna, sama energija v teh odnosih. Mi potrebujemo takšne ljudi, ki lahko svetujejo in potiskajo vse skupaj, da stvari tečejo. Tudi mladi ljudje so pomembni. Saj ne bomo mi 100 let živeli in delali. Pomembno je, da tudi mlade vključimo. Prišli bodo novi mladi ljudje, delo pa naj teče naprej, po starih ali po nekih novih pravilih. Vesel sem, da je IMP na ruskem trgu, da prispeva svoj delež. Imamo tudi v načrtu, da bi vendarle na koncu z ruskimi rokami sestavili pri IMP-ju rusko črpalko v Rusiji in jaz upam, da nam boste pri tem pomagali. Hvala, Vlado, hvala za povedano, za to te obete. Mislim, da dejansko tehnološko sodelovanje ima svoje mesto, tu so zanimivi obeti. Ruska inženirska šola ima bogato zgodovino in ima veliko dosežkov. Ker tudi inženirska misel Slovenije, možnost, kaj lahko slovenski inženiring ponuja Rusiji. Če to združimo, sodobni, dobri rezultati. Je pa seveda potrebno natančno določiti cilje in namene, zakaj se nekaj sestavlja. So pač stvari, ki se zdijo kot nekaj neverjetnega za ruski trg, pa se mogoče na ruskem trgu zdijo povsem nepotrebne. To je treba imeti v mislih ekonomsko računico, da se stvari splačajo. Kar se tiče zakonodaje, v Rusiji sedaj poteka veliki proces, sedaj se v tem procesu spreminjajo predpisi, stari se odstranjajo, uvajajo se novi v sodelovanju med državo in podjetji. Krožijo informacije o morebitnem preverjanju, evalvacijah. In to je mogoče se obrniti na zbornico z vprašanjem, ali je določena dokumentacija ustrezna. So določena metodološka navodila, določen format, podjetja vnesejo svojo, recimo temu, številko notri, podjetja se pridružijo, mi se tu pokvarjamo z dokumenti teh slovenskih podjetij, poskrbimo, da so sprejeti, predamo jih skupinam strokovnjakov. In v takih primerih potem se je tudi zgodilo, da ni bilo več nobenih vprašanj. Dali smo ta postopek skozi skupaj in je bilo vse narejeno tako, kot mora biti. Podjetnik mora zaščititi svoje stališče pred seveda organi preverjanja, ki preverjajo podjetnike. Jaz predlagam, da se obrnete na nas, tam se lahko pridružite različnim našim projektom, ki vam lahko pomagajo v tej smeri. Sedaj bodi se nam malo s časom, zato grem sedaj kar naprej.
Счастлив, что он стал редактором. Želel bi predati besedo kolegu, ki tu sedi z nami in se nasmiha. Смотрели по вопросу, как Dolgo sva gledala, kako postopati glede sodelovanja s Slovenijo. Prvič se pogovarjava o možnosti glede integracije znotraj Moskovske gospodarske zbornice. Vladimir Putkin, torej on vodi komisijo na zbornici za sodelovanje s Slovenijo in bi mu predal besedo, naj pove, kako postopati pomoči za sodelovanje. Spoštovani kolegi, dober dan. Hvala za predano besedo. Vesel sem, da vas lahko vse skupaj pozdravim na naši konferenci in bom sedaj začel svojo predstavitvijo. Želel bi vam na kratko v imenu Komisije za sodelovanje s partnerji iz Slovenije, da bi dobili široke informacije o tej prečudoviti državi. Želel bi opozoriti, da ima Slovenijo ugodno geostrateško lego v srednji Evropi s kakovostnimi sodobnimi cestami, letalskimi, železniškimi, pomorsko infrastrukturo. S tem je lahko Slovenija hitro in kakovostno vstopa tudi na trg Evropske unije. Evropska unija okrog 1000 kilometrov zajema okoli 500 milijonov prebivalcev. Slovenija ima visoko izobraženo, tehnološko kvalificirano delovno silo, ki dela v inovativnih, razvojno usmerjenih majhnih in srednjih podjetjih. Ta podjetja delujejo tudi na najbolj konkurenčnih tujih trgih in tekmujejo s svetovno znanimi znamkami in dobavitelji. Slovenska podjetja uporabljajo intelektualne, pametne, inovativne, specializirane rešitve, visoko dodano vrednostjo. Slovenija ima izvozno orientirano gospodarstvo, 85% BDP-ja države predstavlja izvoz. V zadnjih 10 letih se je slovenski izvoz povečal skoraj za dvakrat. 77% slovenskega izvoza pa je usmerjeno v države Evropske unije. Ugodno poslovno okolje je odprto za tuje investicije in možnosti za razvoj posla v Sloveniji. Najvišji slovenski izvozniki so zanesljivi poslovni partnerji z velikimi izkušnjami iz mednarodnega sodelovanja. Po zaslugi dobro razvite infrastrukture, ugodnih življenjskih pogojih, varnim in kratkim potem znotraj države, Slovenija omogoča najvišjo možno kakovost življenja. In po številnih mednarodnih kazalcih, mednarodnih organizacij, Slovenija zaseda 8. mesto po varnosti na svetu, 8. najbolj varna država na svetu, Global Peace Index, in 13. mesto po indeksu kakovosti življenja NUMBE. Slovenija ima učinkovit zdravstveni sistem, življenjska doba v Sloveniji znaša 81 let. V zadnjih letih se Slovenija iz slovensko gospodarstvo izkazalo z eno od najvišjih rasti v Evropi. Veliki slovenski izvozniki so proizvodna podjetja, podjetja predelovalne industrije, posebej močno so usmerjena na avtomobilsko industrijo, kot predelavo kovin, farmacevtiko, kemikalije in oskrbo z električno energijo, pomembne so tudi informacijske tehnologije in turizem, med drugim medicinski turizem. Dvostranska trgovinska menjava med Rusijo in Slovenijo znaša okoli 1,4 milijarde dolarjev ZDA. Z ruskega stališča je izvoz iz Slovenije v Rusijo leta 2019 znašal samo 0,4% skupnega obsega izvoza v Rusijo. To je v bistvu zelo malo in mislim, da je tu potenciala za rasti in za rast medsebojne blagovne menjave med našimi državami vsekakor veliko. Rusija s 145 milijoni prebivalcev ima zelo velik trg. No, pa tudi gospod veleposlanik je omenil še trg Evrazijske gospodarske zveze, tako zajamemo še več ljudi. Torej, tudi potencial slovenskega trga pa je podcenjen. Izvoza v Slovenijo je znašal le 0,1% skupnega ruskega izvoza leta 2019. Vendar, tudi čez ugodni trg Slovenije, mogoče preiti na globalni evropski trg in tako zajeti do 500 milijonov ljudi preko male Slovenije. Mislim, da je mogoče leta 2021 medsebojno trgovino povečati in to ne
le preko izvoza surovin v Slovenijo. Posebej zaradi devalvacije ruskega rublja je Rusija bolj konkurenčna cenovno na zunanjih trgih, naprimer v avtomobilni industriji, avtomobilske komponente, živilski izdelki, informacijska tehnologija. Avtomobilske tovarne, denimo, že nastajajo v tujini in se proizvajajo komponente po evropskih in svetovnih standardih. To je iz Rusije v evropskih trgih, vendar z to rusko konkurenčno prednostjo. Recimo, ruska proizvodnja se tako pojavlja, denimo, v Slovaški, pa v Braziliji. To je potencial potem v naslednjem letu. Prav tako mislim, da na zunanjih trgih je pomembno, da imajo podjetja predstavništva, posebej v teh novih pogojih. Razmere so problematične, izvozno smerna podjetja morajo imeti svoja predstavništva. Poglejmo, prejšnji teden je naša komisija, torej Moskovska gospodarska zbornica, organizirala poslovno misijo, torej poslovno delegacijo slovenskih podjetij v Vladimirsko regijo. Ampak to je bilo mogoče, ker so imela ta sodelujoča slovenska podjetja svoje predstavništvo v Moskvi. In tu je potem to bilo načeto vprašanje tudi komunalnih storitev pa informacijskih tehnologij. Skupaj s kolegi iz Vladimirske regije in iz Moskovske regije ob sodelovanju z regionalnim guvernerjem je bilo mogoče se pogovarjati z vodilnimi vladimirskimi podjetji iz Vladimirske regije z teh področij in najti skupne točke. Vse skupaj steklo zelo v redu, to je bila zelo učinkovita gospodarska delegacija in ki daje potencial za naprej. To je aktualno tudi za ruska podjetja, ki bi želela vstopiti na slovenski oziroma evropski trg. Dobro je, da ima podjetje neke predstavnike. Lahko mogoče tudi podjetja z iste panoge združijo svoje napore v neko skupno predstavništvo, da lahko tudi potem realno spravljajo svoje produkte na ciljni trg. Na podlagi Moskovske gospodarske zbornice bodo potekale različne take spletne konference, ta je mogoče za Slovenijo sedaj uvodna in bodo potem prihodnje rusko-slovenske, slovensko-ruske, tale današnja konferenca, da je splošni pogled. Mislim pa, da bomo potem v nadaljevanju izvajali panožne konference, recimo za inženiring, pa za IT tehnologije, za medicino in tako naprej. Mislim, da lahko na podlagi te komisije pri Moskovski gospodarski zbornici lahko organiziramo nadaljne konference, spodbujamo interes tudi v Moskvi za nove posle. Na tem diapozitivu bi želel tukaj povedati glede dela Moskovske gospodarske zbornice. Razvoj s tujino, s tujimi trgi je zelo pomembno, podpora za vstop na končne trge in pri razvoju dejavnosti v tej smeri. Imamo cele vrste različnih struktur, imamo združenja po posameznih področjih, panogah, različne odbore glede na panoge in komisije, ki so usmerjene v posamezne države. Dejavnost naše komisije je usmerjena v razvoj in podpiranje poslovnih vezi med moskovskimi podjetji in slovenskimi podjetji. Komisija v imenu Moskovske gospodarske družbe, torej Moskovske gospodarske zbornice v Sloveniji,
ima določene svoje poslovne stike v velikih državnih in zasebnih podjetij, pozna specifike slovenskega trga, ima pozitivni ugled in kompetence za ustrezne gospodarske delegacije, pozna kakovostne partnerje in tako pomaga ruskim podjetjem, da lažje vstopijo na slovenski trg, jih zmanjša stroške izhoda na tuje trge in jim omogoča, da v tujini poslujejo učinkoviteje. Tukaj lahko podrobneje povem še, kakšne so storitve naše komisije. Več lahko vidite tudi na spletni strani Moskovske gospodarske zbornice, vključno s stranjo prav naše komisije. V okviru rusko-slovenskega sodelovanja se tam objavljajo tudi nove novice na področju tega sodelovanja. Вот наши контакты, мы открыты для сотрудничества. Tu so naši kontakti, mi smo odprti za sodelovanje, če so kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Hvala za pozornost, hvala lepa. In želel bi se tudi zahvaliti našemu tolmaču, Tiborju Malinoviču, ki me je tolmačil. Hvala. Kakovost tolmačenja je vsekakor že polovica uspeha in Tiborju se zahvaljujemo za dobro tolmačenje. Vladimir igra pomembno vlogo pri vzpostavljanju medsebojnega sodelovanja, pri pospeševanju in širitvi stikov s Slovenijo, gospodarskih stikov. Dober je bil ta diapozitiv, kjer je bilo prikazano, kakšne različne oblike podpore in sodelovanja so omogočene za voljo boljših stikov med ruskimi in slovenskimi podjetjami. Želel bi še dodati, da Slovenija je izvozno usmerjeno podjetje, mi pa smo zainteresirani tudi za diverzifikacijo in tuje trge in vidim tu možnosti za različne kooperacije, tudi za nastop v tretjih državah. Jaz mislim, da je to področje, ki bi ga lahko uresničevala ruska in slovenska podjetja skupaj. Vidim, da smo sproti že na mnoga vprašanja odgovorili, spodaj v klepetu. Na naših konferencah so tudi predstavniki iz regij, vedno torej ne pokrivamo le Moskve. Naša zbornica je vedno pripravljena pomagati pri vstopu v Moskvo in drugih regijah. Želel bi se zahvaliti predstavnikom Ruske federacije, obema veleposlanikoma iz Slovenije in iz Rusije za sodelovanje. Ruskemu ministrstvu za gospodarstvo in trgovino oziroma njenemu predstavniku, predstavnikom podjetij, predstavniku Združenja malih delničarjev, vseh, ki ste spregovorili o težavah in projektih, ki jih imate v Rusiji. Poudaril bom, mi smo odprti, mi smo pripravljeni sodelovati, imamo aktivne predstavnike na zbornici, imamo kompetence za kakovostno komunikacijo, lahko vam svetujemo in pomagamo pri izvedbi konkretnih projektov. Pogovorite se z nami, obrnite se na nas, hvala za sodelovanje, vsem želim zdravje in uspehov. Nasvidenje in ostanite zdravi. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala, gospod. Vse dobro. Спасибо, до свидания. Счастливо.